Eto, bomo skupaj rešili tole preverjanje. Začnemo s prvo nalogo. Novakovi so v januarju porabili 217 kubičnih metrov. Zdaj, januar vemo, da ima 31 dni. Torej, v 31 dneh so porabili 217 kubičnih metrov. To pomeni, da so v enem dnevu porabili 217 deljeno z 31. In lahko bi tudi tako napisala, ne? 31 dni je 217 kubičnih metrov v enem dnevu, je pa nekaj, kar ne vemo, koliko je. Ampak to bomo dobili tako, da bomo delili z 31. Tudi tukaj delimo z 31. Sklepamo ga, ne? In 217 deljeno z 31 je ravno 7-krat, ker je 7 x 30 210, 7 x 1 pa 7, skupaj 7-krat, ne? Se pravi, v enem dnevu porabi 7 kubičnih metrov. In gremo k naslednji. Če za pleskanje 30 kvadratnih metrov stene potrebujejo 6 litrov barve, pa si zopet napišemo, ne? Se pravi, imamo 30 kvadratnih metrov in za 30 kvadratnih metrov 6 litrov barve. Prepleskamo 4 litri, tukaj bi bilo zdaj fino najprej 2 litra določiti. Kaj bi pri 2 litrih? Ja, to je ravno 3-krat manj. To je 3-krat manj, torej to 10 kvadratnih metrov. 4 litri so pa 2-krat več. Lahko bi pa tudi za 1 liter izračunali 6-krat manj, torej 1 liter za 5 kvadratnih metrov, pa bi potem pomnožili z 4, tukaj bomo pa z 2, krat 2, torej je to ravno 20 kvadratnih metrov. Gremo naprej, sledi pretvarjanje. Zapiši v zahtevanih enotah. Zdaj, kdor zna, lahko to dela na pamet, drugače si pa pomagamo s tabelico. Kilometer, kilo, hekta, deka, prazen prostorček, deci, centi, mili. In tukaj so pa zdaj metri. In če imamo osnovno enoto, takole, če ni kvadratna, če ni kubična, potem bomo vsak stolpec napisali eno številko. In gremo pogledati. Imamo 2 decimetra, to je tukajle, in 5 centimetrov. Koliko je to skupaj centimetrov? Centimetri se končajo tukaj, torej 25. Lahko pa rečemo tudi 2 decimetra je 20 centimetrov, plus 5 centimetrov je 25. 60 milimetrov, mi vemo, da je 60 milimetrov, to je takole, tako vidimo, da je 6 centimetrov, lahko pa tudi na pamet, ker vemo, da je 1 centimeter 10 milimetrov. 84 metrov, 84, tukaj se metri končajo, koliko je kilometrov? 0,084. In 31 decimetrov, 31 decimetrov je pa tukajle, in to je 3,1 meter. Ko pa imamo kvadratne enote, kot so na drugi strani, ostane v bistvu tabelica enaka lahko, samo, ker so kvadratne, vemo, da je v enem kvadratnem metru 10 kvadratnih decimetrov. In dobijo tabelica vsaka po 2 prostorčka. Takole, si lahko kar podstavke naredimo, da nam bo lažje. Pa tale kvadratni hektometer je hektar, kvadratni dekameter je pa ar. In zdaj gremo, 3 ari, ari so tukaj. Če bi bili na prvem mestu, bilo že 30, ne, 3 ari in 4 kvadratni metri. Koliko je to kvadratnih decimetrov? Tukaj se kvadratni decimetri končajo, je to 3, 0, 4, 0, 0. Pa naslednjega
9100 kvadratnih decimetrov. Kvadratni decimetri se končajo tukaj in zdaj bomo vzvratno zapisali 1, 9. In koliko je to kvadratnih metrov? Tukaj se končajo, torej napišemo kar 91. Nam ni treba pisati 91,00. Potem imamo, kakšna ogromna številka kvadratnih milimetrov, ti se končajo tukaj le kvadratni milimetri, torej je 0, 0, 0, 9, prav 0, 0, 0, 9, 0, 7 in dati moramo kvadratne decimetre, vejica kvadratni decimetri se tukaj končajo in je to 70,9. Lahko gremo tudi tukaj, se pravi 2 mesti do kvadratni centimeter, še 2 mesti do kvadratni decimeter. Tudi tako lahko. 1/4 kvadratnega centimetra, to moramo pa zdaj sem zračunati, koliko je 1/4, 1 deljeno 4 vemo, da je 0,25 in je to 0,25 kvadratnih centimetrov. Če bi imeli recimo tukaj kvadratnih milimetrov, bi bilo to 25 kvadratnih milimetrov. 2 mesti do naslednje enote, se pravi 0,25 kvadratnih milimetrov. Gremo k naslednji. Volčji potok ima 85 hektarov. 85 hektarov, torej 85 ha, kar je isto kot kvadratnih hektometrov. Koliko kvadratnih metrov je to? Zopet lahko vzamemo tabelico. Tam, se pravi kilometer, hektometer, dekameter, do kvadratnih metrov bomo dali še metre, torej so metri na kvadrat, dekametri na kvadrat, hektometri na kvadrat, kilometri na kvadrat in če piše hektarov, je to tukaj le, 85, dopišemo po 2 ničli, tako, in dobimo, da je to 850 tisoč kvadratnih metrov. Izračunani rezultat izrazi v arih. Zdaj, če moramo v arih izraziti, bomo to številko zopet sem pisali. Zdaj, 0,2 hektara je 0,2, potem imamo 2300 kvadratnih metrov, bomo zvratno šli, 2300, se pravi 0,032. Zdaj že vemo, da bomo mogli tukaj le dopisati, tako da bo posod isto ničel, pa še 690 arov, ari se končajo tukaj, to so kvadratni dekametri in je to 0,96. In ker piše, da bomo vse v arih izraziti, ari so kvadratni dekametri, torej vse do tukaj. In zdaj lahko zapišemo. 0,2 je v bistvu 20 arov, plus 2300 kvadratnih metrov je 23 arov in 690 arov. Zdaj imamo vse v arih, moramo to sešteti, to je skupaj 43, se pravi še 43, štejemo in je 733 arov. Pinezepsa načrtuje ureditev zemljišča pravokotne oblike z dolžino 3,2 metra in širino 2,4 metra. Se pravi, pravokotna oblika bo, to je dolgo 3,2 metra, kar je isto kot 32 decimetrov, to je pa 2,4 metra, zdaj 2 metra je pa 20, se pravi, to skupaj 24 decimetrov. Kupiti mora žičnato ograjo, kovinske stebričke, na katere bo pripel ograjo in lesene deske, ki jih bo položil na tla. Celotna tla zemljišča za psa obine pokril z deskami. Izračunaj, koliko kvadratnih metrov tar bo prekril. To je pravokotnik in ploščina pravokotnika je A krat B. Torej, ploščina A je 3,2 metra krat 2,4 metra. Ker sprašuje v kvadratnih metrih.
In zdaj moramo mi to izračunati, se pravi, izračunamo nekaj posebej 32 krat 24, to je 4 pa 6 pa 8 pa 12 pa seštejemo, je 768 in ker sta dve decimalni mesti, je ploščina 7,68 kvadratnih metrov. Tina je na spletu našel ponudbo prodajalca, ki prodaja deske dolge 32 decimetrov, torej take, da bi šle ravno čez celo, in široke so 20 centimetrov. Če so deske široke 20 centimetrov, koliko jih bi potem šlo tukaj stran? Je 20 centimetrov isto kot 2 decimetra, mi jih moramo imeti pa skupaj 24 decimetrov. Se pravi, 24 deljeno z 2 bi bilo ravno 12. 12 krat 2 je 24. Takole in napišemo, koliko jih bi potreboval. Se pravi, račun bi rekli samo 2 oziroma 24 decimetrov deljeno z 2 decimetra in ugotovimo, da je to 12. Potreboval bi torej 12 desk. 12 desk. In gremo naprej. Obkroži enačbo, ki ima rešitev 35. Zdaj pa poskušamo. Če bi tukaj v prvo vstavili 35, je to 245 plus 35 je rezultat 280, kar ni 300, se pravi prva ni ok. Druga bi bila 750 minus 35, če odštejemo je to 5, pa eno dalje, je 715, kar zopet ni ok. Kaj pa tukaj? Če 47 prištejemo 35, je to 2 pa 8, to je pa v redu in ta enačba ima za rešitev 35. Zdaj pa tele enačbe, nekatere bomo šli kar na pamet, kadar pa ne znamo, si pa pomagamo lažje. Zdaj tukaj hitro ugotovimo, da mora biti x enako 4, bomo tako napisati, x je 4, 32 krat 6 je 96, 32 krat koliko je 96, zdaj lahko ugibamo krat 2, krat 3, lahko si napišemo lažji račun, 3 krat x je 6, ampak ta x bi bil 2, iščemo dvojko, 2 je 6 deljeno s 3, se pravi x je 96 deljeno z 32. Na kjerkoli način že ugotovimo, da je x 3. Pa tukaj bo pa najlažje, da se najprej tole vse skupaj izračunamo. Koliko plus 8 je 20? Rečemo, 12. Se pravi, 12 plus 8 je 20, to pomeni, da mora biti x deljeno 6 12. Pa si zopet lahko rešimo raši račun, recimo 6 deljeno s 3 je 2 in iščemo šestko, šestka je 3 krat 2, torej x 12 krat 6 in to je 72. Dopolni tako, da bo veljale neenakosti, pa gremo 15 minus koliko je 10,9, zdaj, če ne znamo na pamet, to isto, kot imamo tukaj kvadratek zopet, ne, če bi imeli račun 3 minus 2 je 1, kako bi dobili dvojko ven? Ja, tako, da bi od trojke odšteli enko. Se pravi, moramo zdaj od 15, 15,0, damo na isto decimalk, odšteti 10,9 in dobimo 1, 1 naprej, 4. Se pravi, je to 4,1. Če odštejemo 4,1, bo rezultat v redu. Zopet tukaj, kaj vstavimo, če ne vemo, rečemo, ne vem, 3 plus 2 je 5 in iščemo trojko, kako bomo dobili 5 minus 2, se pravi, moramo dati 6,00 minus 1,25 in je to 5, pa 1 naprej, je to 7, 6,00, ja, 7, 1 naprej, 2 do 6 je 4. Se pravi, je to 4,75. Tukaj zopet koliko, recimo 3 krat 2 je 6, iščemo tole trojko, 3 je 6 deljeno z 2, se pravi, moramo deliti 9, ki je na mesto šestke,
z 1,5. 9 deljeno z 1,5 je isto kot 90 deljeno s 15, isto število decimalnih mest, pa jih odpravimo in ugotovimo, da je to 6. Torej 6 krat 1,5 je 9, še zadnja, nekaj deljeno z 10, se pravi 6 deljeno z 2 je 3. Kako bi dobila tole 6, tako da bi 2 pa 3 pomnožila, se pravi moramo 0,472 pomnožiti za 10 in dobimo 4,72. Tako, naslednji nalogi. Neenačba ima zapiši množico rešitev, če je univerzalna množica, množica naravnih števil. Se pravi, samo naravno število, ne ulomki, ne decimalke, samo naravno število. Zdaj, kaj bi lahko ustavila? Ker je to neenačba, bo rešitev več. A lahko ustavim eno? 2 krat 1 je 2, v redu. 2 krat 2 je tudi v redu, 2 krat 3 je tudi v redu, 2 krat 4, 2 krat 3, 2 krat 4 je tudi 8, 2 krat 5 je 10, ampak ker je manjše ali enako, je še tudi v redu. Se pravi, ta neenačba ima 5 rešitev. Zdaj pa x je večje od 2,5, koliko rešitev je pa tukaj? Tukaj je najmanjše število, ki reši 3. Naslednjo je 4, 5. In zdaj vidimo, da karkoli naprej, zato napišemo 3 pike in zavid zaklepaj. Pa gremo k 11. Katera števila iz množice, torej iz te univerzalne množice, so rešitve dane enačbe. In vstavljamo. 36 deljeno z 2, koliko je 36 deljeno z 2? Je 18 in je večje od 4, se pravi rešitev. 36 deljeno s 4 je 9, je tudi v redu. Naslednja, 36 deljeno s 6 je 6, je še tudi ok. 36 deljeno z 9 je 4 in 4 je večje ali enako od 4, je tudi ok. 36 deljeno z 10 je pa 3,6, kar je manjše in ni več rešitev. Izračunaj površino kocke z dolžino roba 1,5. Nariši tudi skico kocke in označi oglišča. Se pravi, podatki so samo A je 1,5 cm, skico narišemo v poševni projekciji, označimo oglišča, C ozadje D, E, F, G, H. In kako dobimo površino že? Vemo, da je mreža kocke sestavljena iz 6 kvadratkov. Torej je površina 6 krat 1,5 na kvadrat, zdaj pri matematiki ni treba skozi enot, torej je površina 6 krat 1,5 na kvadrat je isto kot 15 krat 15 in je to 15, pa 5 krat 5 je 5, 2 dalje, 7 in je to skupaj 225, ker sta pa 2 decimalke, je to 2,25 in 6 krat 2,25 je pa 225 krat 6 je nič, 3 dalje, 6 krat 2 je 12 plus 3 je 15, 6 krat 2 je 12 je 13 in je površina 1350, pa 2 decimalki damo stran, česa kvadratnih centimetrov. Tako. Gremo že naprej. V stekleni posodi je koliko kock je tukaj noter? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Se pravi, v prvi vrsti jih je 16, prvi ploskvi. Pa druga je tudi polna, jih je tudi 16. Koliko jih je pa v tretji? Ja, so pa 3, 4, 5, 6, 7, 8, pa še 4 v tem zadnjem stolpicu. Se pravi, skupaj 12. Lahko tudi rečemo, da jih manjka 1, 2, 3, 4, zato 12. Na koncu jih je pa samo se 4 in vse skupaj 4 plus 16 je 20, plus 12 je 32, plus 6 je 38, skupaj jih je torej 48.
Da bo steklena posoda polna, moramo dodati še koliko ploščic. Ja, zdaj pa samo pogledamo, kar manjka. V vsaki ploskvi bi moglo biti 14, tukaj jih manjka še 4, tukaj pa še 12, se pravi skupaj jih manjka 16. Zdaj moramo pa tukaj preglednico izpolniti, in sicer jo moramo izpolniti tako, da bo v vsaki vrstici enaka vrednost. Zdaj, to so pa enote za kubične, je najlažje, da si naredimo tabelico, pa vključimo kubične metre, večjih enot ponavadi ni, pa kubične decimetre, dajmo zapisati še kubične centimetre, ker so kubični, imamo v vsakem stolpcu 3 številke. 3 številke, zato ker je en kubični meter 1000 kubičnih decimetrov, ali pa kubični decimeter 1000 kubičnih milimetrov, pa poleg osnovnih enot imamo še te votle mere, liter, deciliter, centiliter, mililiter, dekaliter, ki ga ne uporabljamo, hektoliter. Zdaj piše 18 kubičnih decimetrov, to bomo zapisali tukajle, 18, tukaj se kubični decimetri končajo, in kubičnih centimetrov je še toliko, da še 3 ničle dopišemo. Pišemo, to je 18.000 kubičnih. Koliko je litrov? Litrov je isto kot kubičnih decimetrov, ker je to v bistvu ista enota. Koliko je decilitrov? Decilitri se tukaj končajo, torej jih je 180. In mililitri sta še 2 ničli. Tako, in je v redu. Pa še te drugega pogledamo, imamo pa 94,5 litra, zaprav moram tukaj napisati 94 litrov, pa še 5 zraven, in zdaj gre zopet. Koliko je to kubičnih decimetrov? Ja, to je ista številka. Koliko je kubičnih centimetrov, dopišemo še 2 ničli, prepišemo brez vejice. In koliko je to decilitrov? Decilitri so tukajle, se pravi je 945 decilitrov, in koliko je mililitrov, je pa vsemle, je pa se pravi 945, pa še 2 ničli. V katero stekleno posodo lahko natočimo več vode? Utemelji izračuni. Glede na to, da so tukaj enake enote, tukaj 1, 2, 3, 4, 5 enot, tukaj pa 1, 2, 3, 4, 5, 6 enot, gor je pa 1 enota, to pomeni, da je prostornina tega prvega telesa 5 krat 6 krat 1, torej je prostornina 30. 30 kubičnih enot, ne? 30 enotskih krožnic, tudi lahko rečemo, da gre tukaj noter. 30. Kaj pa druga? Je pa 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Je pa volumen tudi A krat B krat C, je 3 krat 2 krat 4, je 6 krat 4, 24. In kjer je večji? Prvi je večji, torej v A natočimo več vode, zato ker je 30 več kot 24. Zdaj pa še tole soba. Soba je dolga 5,5 metrov, zdaj sobe so načeloma oblike kvadrov, imajo dolžino, širino in višino, in tukaj piše, da je dolga 5,5 metrov, široka 5 metrov, in visoka 2,4 metra. Kolikšno površino pleskar prepleska pri obnavljanju sobe? Kaj mora pleskar? Pleska stene in strop, se pravi pleska vse razen tal. Torej, kaj mora prepleskati? Prepleskati mora tole steno tukaj, po 1, ampak tale vzadi, druga stena je tudi po 1. Prav je 2 krat po 1. In ploščina 1 je 5,5 krat 2,4 plus. Prepleskati mora tole, pa še tukaj vzadi in, recimo, da je to P2. In koliko je to?
ta črta vzgor je dolga 5 metrov, ta pa 2,4. Zdaj pa bomo rekli 2 krat 5 krat 2,4 plus, prepleskati moraš še strop, to je dolgo 5,5, to je pa 5, tu pa ne bo dvakrat, ker ni treba tal, ker tla ne pleskamo, je 5,5 krat 5. Ok, zdaj moramo pa to zračunati, ne? Recimo tole bo šlo skupaj, 5,5 krat 2, 5,5 plus 5,5 je 11, se pravi je potem površina 11 krat 2,4, plus 2 krat 5 je 10 krat 2,4, plus 5,5 krat 5, no, po naslednjem koraku izračunati. Zdaj pa kar gremo, 24 krat 11 bi pri prvem jaz izračunala, bi zamenjala vrstni red, je to 24 pa 24, je to 462, je torej površina 264 pa ena decimalka, 26,4, plus 10 krat 2,4 ni težava, to je 24, plus še 55 krat 5 moramo zračunati, 50 krat 5, dobro, gremo lahko tudi po vrsti, je 27 in še z druge strani, in je to 275, pa ena decimalka je 27,5, in zdaj moramo vse te skupaj sešteti, se pravi imaš 26,4 plus 24 plus 27,5, in je to 9, 17, ena dalje, in 6, 7, se pravi to 77,9. Površina je 77,9 česa kvadratnih metrov. Pravi pa, da skupna velikost vrat in oken, ki jih tudi ne bo barval, je 4 kvadratna metra. Zato mora na koncu odšteti še, prav končni odgovor bo 77,9 minus 4, ker oken ne bo pleskal. In je to 73,5 kvadratnega metra. Cel odgovor bi bil, prepleskati mora 73,5 kvadratnega metra. Koliko stane pleskanje, če pleskar računa 2,50 za kvadratni meter? Zdaj bi mogli pa 73,5 krat 2,50, ampak za računaj lahko damo tudi 2,5 kar, torej to je isto kot 735 krat 25 in gremo 2 krat 5 je nič, ena dalje, 2 krat 3 je 6 je 7, 2 krat 7 je 14, 14, pa 5 krat 5 je 5, 2 dalje, 5 krat 3 je 15, je 17, 5 krat 7 je 35, je 36, poračunamo skupaj, koliko to pride. In je to 5, 7, 3, 8, 1. Eto, in je to, ker sta dve decimalki, je to 183,75 evra. Se pravi, odgovor je bil 183,75 evra. Takole. In to je to.